Spremljate Globus. Ukrajina še brez vabila za članstvo v NATO. Voditelji zavezništva v Litvi tudi o novi obrambni strategiji v vzhodnji Evropi. Because you wanted less NATO, is getting more NATO. V NATO je izjemnega pomena tudi deljenje bremen. In vsaka država mora pač izpolniti tisto, kar si je sama zadala, da bo. Dober večer. Voditelji 31 članic Zveze NATO se sestajajo že četrtič, odkar je Rusija napadla Ukrajino. Tokratno srečanje poteka na skrajnem vzhodu zavezništva v Litvi, ki leži med rusko eksklavo Kaliningradom in rusko zaveznico Belorusijo. Premikanje NATO-ve infrastrukture proti ruskim mejam je napaka, so sporočili iz Moskve, zavezništvo pa je v Vilni Kijevu ponovno izreklo podporo, tudi s konkretnimi obljubami članic. Francija je napovedala dobavo raket dolgega dosega, Nemčija vojaško opremo v vrednosti 700 milijonov evrov. Poglejmo najprej, kako je sklepe vrha povzel generalni sekretar Stoltenberg. What allies have agreed today is a strong, united and positive message to Ukraine about enduring support, but also a positive message on the path forward for membership. And this includes this package of practical support to enable full interoperability between Ukrainian armed forces and NATO forces, the establishment of the NATO-Ukraine Council, and then the decision to remove the requirement for a membership action plan, which actually means that instead of 2 steps to become a member, there will now be 1 step. A zdi se, da je ukrajinski predsednik Zelenski pričakoval več. Kar so zaveznice poimenovale močna podpora Ukrajini, je Zelenski okrcal kot absurdno brez prave pripravljenosti na ukrajinsko članstvo. V središču Vilne je na dogodku v podporo Ukrajini nagovoril množico. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. Україна зробить НАТО сильніше. In zdaj neposredno v Vilno, kjer vrh spremlja naš dopisnik Igor Jurič. Glavna tema je torej Ukrajina. Predsednik Zelenski je bil danes precej kritičen do NATO, saj ni ne vabila, ne časovnice. Igor, kaj lahko NATO ob neenotnosti članic ta trenutek sploh ponudi ali obljubi Ukrajini? Tako je Ukrajina konkretnega vabila za članstvo tudi tokrat ni dobila, kar verjetno ne bo razveselilo ukrajinskega predsednika Zelenskega, ki je še pred današnjim prihodom v Vilno dejal, da bo absurd, če ne bo konkretnega časovnega okvirja za vabilo in članstvo njegove države v NATO. Vsem je sicer jasno, tudi Ukrajincem, da dokler traja vojna, vstopa v NATO ne bo. Se pa potem članice razlikujejo pri pogledih, kako hitro naj Ukrajina vstopa po koncu vojne. Zato so se danes zedinile le glede tega, da bodo lahko povabilo dale takrat, ko se bodo s tem strinjale vse članice in ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Seveda pa Ukrajina v Vilni ne ostaja praznih rok. Dobila je nova zagotovila o vojaški in tudi nevojaški dolgoročni pomoči in jutri bo ustanovno zasedanje novega sveta NATO-Ukrajina. To pa pomeni, da bodo vse države za mizo enakovredne partnerice in tudi Ukrajina bo lahko v skladu s 4. členom ustanovne pogodbe NATO sklicala krizna srečanja. Igor, prelomen dogodek se je v Vilni zgodil še pred začetkom vrha in sicer glede švedskega članstva. Še včeraj je turški predsednik Erdogan umik blokade najprej pogojeval z zahtevo po nadaljevanju turških pristopnih pogajanj z Unijo, nato pa preobrat in obljuba, da bo tudi v Turčiji stekla ratifikacija. Se ve, kaj je Turčija dobila v zameno in kdaj bi Švedska lahko postala članica NATO? Ja, glede slednjega ni še nič jasno. Čeprav je bilo včeraj po koncu zasedanja govora tudi o zgodovinskem dnevu. Turški predsednik Erdogan se je sicer zavezal, da bo protokol o švedskem pristopu kar se da hitro poslal v parlament.
vendar pa je izraz, kar se da hitro, lahko zelo raztegljiv. Poleg tega lahko postopek ratifikacije zavlačuje tudi turški parlament. Zato pa po mojem mnenju še vedno zelo zmuzljivo zavezo, pa je Turčija, vsaj zdi se mi, dobila kar veliko. Švedsko sta se dogovorili o varnostnem partnerstvu in skupnem boju proti terorizmu tudi po švedskem vstopu v NATO. Potem Švedska je kot članica Evropske unije obljubila, da bo Turčiji pomagala pri oživitvi pristopnih pogajanj, ki so sicer že pred leti zašla v slepo ulico. Prav tako bo Stockholm Ankari pomagal pri modernizaciji carinske unije med Turčijo in Evropsko unijo in pri liberalizaciji viznega režima. In še na nekaj ne smemo pozabiti, kot kak pravi trgovec na Carigrajskem bazarju, je uspel predsednik Erdogan izsiliti, čeprav tega javno seveda nihče ne bo priznal, ameriško obljubo, da se bo predsednik Biden zavzel za dobavo lovcev F-16 Turčiji. Igor, hvala za zdaj, bova še nadaljevala. Posvetimo se zdaj podrobne evropski varnosti. Evropska unija že leta kaže obrambne ambicije in spodbuja sodelovanje na področju varnosti, čeprav je obramba formalno v pristojnosti članic. Več o tem, kaj novi NATO-vi načrti pomenijo za obrambo Evrope in ali bi lahko zamajali trdnost unije, saj vse članice niso tudi članice NATO, pa v prispevku Igorja Berganta. Politično-varnostni zemljevid Evrope se je z vstopom Finske, 22. članice EU od 27, ki je hkrati tudi članica NATO, bistveno spremenil. Na kopnem je Evropska unija zdaj v celoti obdana z NATO-vimi državami. NATO in EU že 20 let uradno in tesno sodelujeta, zlasti na področju transportne infrastrukture za skupno civilno in vojaško mobilnost. I think there is an opportunity to reflect a bit more on how these initiatives connect at the EU and at NATO level at the same time, and how to make them more mutually supportive in terms of, for instance, air and missile defense. Also in military mobility, there is more things that could be done, but also in other areas. Dogodek lani marca, ko je stari sovjetski brezpilotni zrakoplov zašel z ukrajinsko-ruskega bojišča in se tako rekoč neopaženo zrušil na obrobju Zagreba, na srečo brez žrtev, je pokazal ranljivost evropske obrambe. Problem je tudi v izjemno visokih stroških zračno-obrambnih sistemov in zakaj si jih torej ne bi razdelili. No, želja po reševanju je sprožila znotraj evropsko tekmo in razdelila vez med Parizom in Berlinom. Francoski predsednik Macron je prejšnji mesec za mizo zbral predstavnike še 4 držav, med njimi tudi nevtralnega Cipra. Njegova pobuda temelji na krepitvi evropske vojaške industrije in sicer, kako praktično, z nakupom francoskega zračno-obrambnega sistema Mistral. A to bi, tako Nemci, trajalo predolgo, zato so v svojo pobudo evropskega zračnega ščita uspeli vključiti še 18 držav, vključno Slovenijo in celo nevtralni Avstrijo, ki je članica EU, in Švico. V tem primeru bi šlo za skupno nabavo ameriških ali izraelskih zračno-obrambnih sistemov. So there is an economic consideration behind, which I think this is the main reason for Switzerland and Austria joining the European Sky Shield Initiative. This economic consideration of participating in jointly procure, for instance, a missile defense system, because I mean it's the European Sky Shield Initiative. It's still in the early stages, right? It's at the stage of a memorandum of understanding, so many details are still to be penciled down. Na uradnem Dunaju in v Bernu s pristopom k nemški pobudi, vsaj takšno mnenje prevladuje, ne kršijo načel nevtralnosti, a da bi tudi zaradi izzivov kibernetske varnosti ključnih sistemov družb in držav kmalu moralo priti do točke zlitja, ko bi članstvo v EU torej samodejno pomenilo tudi članstvo v NATO, tega za zdaj ne prepoznava niti sogovornik. So I think we should see this as a complementarity. All the initiatives that the EU is taking is actually supporting NATO, because it's strengthening the European pillar inside NATO. Pri čemer bo vojna v Ukrajini z vsemi njenimi posledicami še dolga leta vplivala na varnost oziroma nevarnost v Evropi. Vračamo se v litovsko glavno mesto. Kolega Jurič, danes so v Vilni govorili tudi o obrambnih načrtih zavezništva. Gre pravzaprav za prvo novo regionalno strategijo po koncu hladne vojne, ki je brez dvoma odziv na rusko agresijo na Ukrajino. Kaj konkretno to pomeni? Na kratko povedano, gre za 3 regionalne obrambne načrte, s katerimi NATO krepi svoje obrambne zmogljivosti v odnosu do Rusije.
V skladu s tem je cilj, da ima NATO na razpolago 300.000 vojakov v stanju visoke pripravljenosti. In načrti seveda konkretno določajo, kdo, kje in s čim bi branil ozemlje zavezništva. Seveda predvsem na vzhodu, saj tam leži Rusija, ki za NATO uradno predstavlja glavno grožnjo varnosti. Igor, najlepša hvala in srečno. Prvi mož Nata Stoltenberg je že mesec dni po ruskem napadu na Ukrajino napovedal krepitev zavezniških sil na vzhodu Evrope in sicer 4 novimi večnacionalnimi bojnimi skupinami. Kje so in koliko vojakov držav članic NATO je v vzhodnji Evropi, v sintezi pojasnjuje Petra Marc. Po ruski nezakoniti priključitvi Krima so voditelji držav NATO leta 2016 soglasno sprejeli odločitev o namestitvi 4 večnacionalnih bataljonskih bojnih skupin v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem. Pred dobrim letom pa tem dodali še 4 v Bolgarijo, Romunijo, na Madžarsko in Slovaško. Bojne skupine so z namenom postavljene v omenjene države, vse imajo bodisi mejo z Ukrajino, bodisi mejo z Rusijo ali njeno zaveznico Belorusijo, bodisi izhod na strateško izjemno pomembno Črno morje. Največ vojakov je na Poljskem, 10.500, najmanj na Madžarskem 800, slovenska vojska sodeluje v Latviji in na Slovaškem. Skupno je na vzhodu naše celine pod poveljstvom NATO približno 40.000 vojakov. V evropskih morjih je nameščenih vsaj 140 bojnih ladij, v oporiščih pa 130 bojnih letal. V kateremkoli trenutku se lahko nad Evropo sočasno dvigne kar 30 vojaških lovcev. Največje letalske vojaške vaje v zgodovini NATO so se pravkar končale, gledate posnetke iz zračnega prostora nad Nemčijo. Poseben uspeh je bila, tako pravijo pri NATO, izjemno hitra in usklajena premestitev kar 100 ameriških letal s posadkami do Nemčije, kjer so vaje večinoma potekale. Die Übung ist ein Signal an die NATO-Nationen, aber auch an unsere Bevölkerung, dass wir in der Lage sind, sehr schnell zu reagieren. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb weniger Tagen 250 Flugzeuge einsatzbereit zu haben, dass wir eben in der Lage wären, das Bündnis zu verteidigen im Falle eines Angriffs. Signal svetu, posebno Rusiji pa države z vzhoda Evrope, pošiljajo tudi z dviganjem obrambnih proračunov. Lansko poročilo Zveze NATO sicer kaže, da je le 7 članic NATO doseglo zahtevana 2% BDP-ja za obrambo, a so med njimi 4 države z vzhoda Evrope. Litva, Latvija, Estonija in Poljska, zahtevano mejo so prestopile še Grčija, ZDA in Združeno kraljestvo. Slovenija, ki je lani za obrambo namenila 1,26% BDP-ja, torej še zdaleč ni edina država, ki zaveze ni izpolnila. Še zgovornejše so napovedi za letošnje leto. 11 držav naj bi prestopilo mejo 2% BDP-ja za obrambo, medtem pa naj bi Poljska obrambi namenila kar 4% BDP-ja, pretvorjeno v denar, to pomeni 22 milijard evrov. S tem bi postala država, ki za obrambo nameni največji odstotek BDP-ja, tudi večjega kot ZDA. Zgradili bomo največjo kopensko vojsko v Evropi, je slišati iz države, ki ne le, da meji na Ukrajino in Belorusijo, na severu je tudi ruska eksklava Kaliningrad z obsežnim arzenalom. Poljaki so že kupili najnaprednejše radarje in raketne sisteme HIMARS, prav te dni pa so dobili tudi prve ameriške tanke Abrams, lani so jih namreč naročili še 250. Możemy powiedzieć, że dziś w Wojsku Polskim służy 172 000 żołnierzy, ale nasze ambicje idą dużo dalej. Chcemy, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 000 żołnierzy, w tym 50 000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i 250 000 żołnierzy zawodowych. Tudi Estonija krepi vojsko in veča proračun. V letošnjem letu naj bi prvič presegli milijardo evrov za obrambo, kar pomeni približno 250 milijonov več kot lani. Latvija ponovno uvaja naborniški sistem in bo za vojsko namenila 163 milijonov več kot lani. V Litvi bo letos za obrambo namenjenih 100 milijonov več kot leta 2022. Po kratki prekinitvi podrobneje tudi o tem, katerih zavez še vedno ne izpolnjuje Slovenija. Ne gre le za finančna sredstva, ampak tudi za gradnjo bataljonske bojne skupine. Kdaj bi jo lahko dobili, boste izvedeli v nadaljevanju Globusa.